Pozdravljeni, dragi likovni ustvarjalci in ostali ljubitelji likovne umetnosti. Pozdravljam vas v imenu Javnega sklada Republike Slovenije za kulturne dejavnosti in seveda v imenu Zveze kulturnih društev ter razstavišča Karlinija, katerega gost danes smo. Danes odpiramo razstavo, imenovano Trgi Maribora. To so likovna dela, ki so nastala na prvi slikarski koloniji odraslih likovnih ustvarjalcev Maribora, ki smo jo poimenovali Mariborčanka. Sodelovalo je 12 likovnih umetnikov, nastalo je 14 likovnih del, ki vam jih bomo danes predstavili. Strokovno oceno bo podal Mario Berdič, likovni kritik, za njim pa bo odprl današnjo razstavo magister Matija Val, vodja območne izpostave Maribor. Spoštovane in spoštovani, tokrat v razstavišču Karlinija predstavljamo likovna dela slikarska, ki so nastala na prvi likovni koloniji za odrasle, imenovani Mariborčanka, ki jo organizira Javni sklad za kulturne dejavnosti mesta Maribor. Javni sklad za kulturne dejavnosti je tokrat že vrsto let organiziral likovne kolonije za mlade, in sicer dve, eno za rezbarstvo in drugo za slikarstvo. Tokrat prvič letos organizira likovno kolonijo za odrasle, in sicer na tematiko mariborskih trgov. Gre za motive, ki so zelo priljubljeni v mariborskih likovnih krogih, vendar bi dejal, da je pa tokrat nekoliko drugačna interpretacija naših priljubljenih in znanih trgov, saj je vsaka ustvarjalka in vsak ustvarjalec vdihnil nekaj svoje lastne duše v te upodobitve. Zanimivo je, da je večina avtoric in avtorjev izkoristila mariborske trge za perspektivične študije, za barvne študije in morda tudi zato, da so vnesli, kot sem že povedal, nekaj svoje duše v mariborske trge, ki so običajno nabito polni z sprehajalci, vendar zdaj v tem obdobju covida enostavno se naše mesto nekako se je izpraznilo in nima več tistega živahnega utripa kot običajno. Pa vendar, Vera Brotner-Schaller je upodobila dve sliki mariborskih trgov. Tukaj imamo na ogled Trg Svobode. Tisto, kar je specifično za Vero, je preigravanje svetlobe in sence. Tule vidimo te dolge sence, ki jih mečeta ti dve človeški figuri. Mama, hčera, zadaj en sprehajalec s psom, ampak drugače ta skoraj že boleča praznina. No in to je tudi ta specifika v bistvu teh temačnih senc, ki kontrastirajo nekako svetlemu nebu. Podobno je tudi na svoji drugi upodobitvi na Grajskem trgu upodobila sprehajalce, vendar redke, ki tudi mečejo te dolge sence na tlak, v tem primeru tudi. Precej avtorjev je mariborske trge upodobilo z nekega nostalgičnega vidika, bi dejal.
ne v sedanjem času, ampak v nekem preteklem času, kot je mesto bilo. In tudi Vid Kelbič je morda zavrtel čas nekoliko nazaj. Kot vidimo, je Grajska ulica nekako popolnoma izpraznjena. Tukaj ni dela kavarne, na desni strani Astorija, na levi strani Loretska kapela našega mariborskega gradu. Zanimivo pa je, da je torej uporabil centralno perspektivo, vendar je središče ne v Florijanov kip, kot bi pričakovali, ampak tudi nekoliko zraven med tema dvema starinskima stavama. Skratka, nekoliko premaknjeno središče v tej centralni kompoziciji. Na drugi strani pa imamo tudi sliko Vida Kelbiča, ki je posvečena enemu od številnih mariborskih dvorišč. Zdaj, ravno v tem času, so bile podeljene nagrade za najlepša mariborska dvorišča in morda je prav to eno izmed res zelo lepih mariborskih dvorišč izpod čopiča Vida Kelbiča. Božena Majcen je upodobila Židovski trg s poudarkom na čudovitem drevesu, enem zelo redkih, pa jesen, ki prihaja iz Kitajske. Značilno za to drevo je, da ko cveti, cvetovi odpadejo in nekako kot preproga prekrijejo ves Židovski trg, oddaja pa tudi značilen von. No, tukaj Židovski stolp, v katerem se danes nahaja sedež in galerija Fotokluba Maribor, pa je upodobljen arhaično, tako kot je bil pred davnimi časi. In zanimivo je, da pravzaprav resnično vzela en tako ozek izsek Židovskega trga s hrbtom obrnjenim proč od te nove stavbe, ki deluje kot nekakšen tujek v Židovskem trgu. Hkrati pa ta nova stavba tudi nekako gosti kar 3 galerije. Poleg Fotokluba Maribor in sinagoge je to en kulturni center z številnimi galerijami. Hesta, ne smemo pozabiti na začetku Židovskega trga, tako da gre dejansko za en kulturni center Maribor, kar pa še ni bil v času, ko si ga je predstavljala slikarka na svoji upodobitvi. Bojan Bohak predstavlja skrajno nenavadno, lahko bi dejali izjemno domišljijsko upodobitev našega trga Svobode. Tudi to poslopje je zelo, zelo domišljijsko upodobljena. Skratka, gre za neko osebno varianto trga Svobode s Tiščevim spomenikom. In zanimivo je, da je kontrastiral te krožne oblike tudi na nebu z pravokotnimi oblikami teh stavb. Skratka, gre za neke vrste, lahko bi rekli, preigravanje krožnih in pravokotnih oblik. Tole drevo tukaj se zdi kot en tujek, kot neka žival, bi dejali, bolj kot rastlina in kontrastira svojo modrino s temi bolj
svetlejšimi toni, skratka to preigravanje tudi barve, kontrastnih odtenkov. Zanimivo je nebo, sestoječe iz teh treh lokov, ki bi lahko predstavljali torej griče mariborske v ozadju, ki pa seveda to niso. Tako da resnično gre za eno skrajno domišljijsko upodobitev z nekoliko otroškim nadihom, kar je pravzaprav tudi neke vrste značilnost in posebnost Bohakove likovne ustvarjalnosti. Dragica Petek predstavlja tudi nekoliko domišljijsko interpretacijo Glavnega trga in sicer je ta ureditev sedanja na mestu, kjer je nekoč stala avtobusna postaja, je zelo betonska. Dragica Petek pa je videla ta trg v zelenju in ga je tako tudi upodobila takšen, kot bi lahko bil. In ravno v tem je tudi čar te upodobitve Glavnega trga v dežju. Sicer ta oblačnost je vidna samo iz torej oblakov na nebu, drugače pa je atmosfera zelo, zelo pomladna in nič kaj deževna. Tale perspektivični pogled od trga Generala Maistra skozi Grajsko ulico proti Grajskemu trgu je ustvarila Melita Zupančič. V zanimivi tehniki mešala je akvarel in akril, ker se tudi vidi te prosojne barve, zelo razredčene, na nek način pa ohranja tudi arhaični vtis Maribora, kot je bil morda nekoč. Tukaj sta dve drevesi, ki jo morda zdaj ni več v tem jesenskem koloritu, z Jurčičem v tako rekoč v poudarku, v zlatoreznem poudarku bi dejali, zadaj grad z arkadami pod tem slavnim rokokojskim stopniščem in seveda Grajski trg z nekoliko manj izrazitim spomenikom Florjana. Zanimivo pa je to, da je v tem sprednjem planu, čisto tako nam blizu, slikarka upodobila neke vrste oblak, kot da gre za neko sanjsko vizijo ali neko idilo Maribora, kot obstaja samo še v našem spominu. Skratka, ta spomin, sanje, neka idiličnost, ki diha tako rekoč iz vse njene upodobitve. Mariborska stolnica Lidije Pišek je skrajno zanimiva interpretacija. Prvič, ker gre za ekspresivno deformacijo, drugič pa, ker bi lahko to označili kot neke vrste kapriča ene same stavbe. Skratka, združila je vse
arhitektonske komponente naše stolnice in jih projecirala na eno samo površino. Skratka, vse imamo na eni sami ploskvi in zanimivo je, da so tile stebriči, zvonik in še tale kapela usmerjeni nekako navzgor, vendar v diagonalah. In te ekspresivne diagonale še poudarjajo na nek način usmeritev naše stolnice nekako iz tega zemeljske sfere v nebesa, v onostranstvo, tako da je ta, bi rekel, poudarek, akcent v višino še toliko bolj izrazit. Kar pa je zanimivo, očitno gre za prizor sredi belega dneva, belega skoraj dobesedno, hkrati je pa avtorica tule nekoliko poškropila slikovno površino na nebu in ustvarila vtis zvezdnatega neba sredi dneva. Na nek način zopet ta aluzija na svetost, na onostranskost. Tudi Vlado Vučić se je kot Božena Majice posvetil upodobitvi Židovskega trga, vendar s pogledom iz njega proti Dravi, nasprotnemu bregu z novo medicinsko fakulteto in Pohorjem. V ospredju je zopet pa jesen, kitajski, zelo zelen, vendar še ne cveti. Hkrati imamo tule še delni pogled na sinagogo. Tukaj vidimo obzidje in uporabil je tole prostorsko-kompozicijsko diagonalo, tako da je nekaj dinamike v dogajanju. Tisto, kar morda loči to sliko od drugih, je sama tehnika nanašanja barv oziroma njegov potezni sistem. Uporabljajo je tudi lopatice. Skratka, gre za neko zanimivo, lahko bi dejali, neoimpresionistično varianto podobitve mariborskega trga, židovskega trga, kjer je bil nekdanji geto, in proti novi medicinski fakulteti. Znal je izrabiti zelene tone, najrazličnejše, ki so nekako v sozvočju z zeleno fasado mariborske medicinske fakultete, Pohorja, dreves, skratka, lahko bi dejali neka rapsodija v zelenem. Tudi Nada Zidarič je šla časovno nekoliko nazaj. Tukaj vidimo poslopje Orla še nedotaknjeno in gneča ljudi, veliko je sprehajalcev. V Mariboru se pravi, da gre resnično za neko veliko bolj starinsko upodobitev našega mesta s Florianom, tukaj proti Slovenski ulici, tako da vidi se kavarna Astoria v celoti, tako da imamo en občutek neke nostalgične upodobitve Maribora, kot je včasih bil. Se ne rečem, da tudi zdaj ni lep
pa vendar je veliko teh stavb renoviranih, preurejenih, ki na nek način ravno ne pašejo v naše staro dobro mesto. Trg Leona Štuklja je navdihnil kar 3 umetnice. Tukaj imamo upodobitev Jasne Žezline Antolinc, ki se je posvetila razsvetljavi na trgu Leona Štuklja. Gre za geometrijsko stilizacijo, tudi spremljajočih stavb, torej nekdanjega SDK-ja, vendar v zanimivi perspektivi, skratka, vse linije nekako se stekajo navzgor in tale luč tukaj je pa ravno v nekem kontrastu, skratka, usmerjena je v levo oziroma desno, tako, da dela kontrast tem stavbam, ki so usmerjene navzgor. Na ta način uvaja v likovno kompozicijo zanimivo dinamiko. Čeravno so luči nad trgom Leona Štuklja izjemno statične in učinkujejo kot nek strop, skratka, zapirajo pogled na nebo in odpirajo tako rekoč pogled nase. Dejali bi edina nočna upodobitev mariborskega trga, v tem primeru trga Leona Štuklja, Irene Geiser, preseneča z svojim kontrastom med modrim koloritom noči in tem rdeče žarečimi svetlobnimi telesi. Ta kontrast med rdečim in modrim je na nek način tudi značiln za eno določeno obdobje. Likovno-ustvarjalna Irene Geiser, ko je bila ali rdeča ali modra, tokrat je pa združila oba kolorita na eni slikovni površini. Gre za neko obratno ptičjo perspektivo, kot da bi umetnica ležala na trgu in gledala navzgor v nebo, ki se na nek način tudi odpira v zvezdnato nebo in skuša na ta način uvesti neko transcendenco, neko meditacijo, neko poduhovljeno vizijo našega trga, četudi v ozadju z stavbo SDK-ja, v kateri pa so nameravali narediti tudi umetnostno galerijo Maribor. Skratka, gre za neko aluzijo poduhovljenosti, umetnosti in te sodobne arhitekture, sodobne arhitekturne urbanistične ureditve našega centra mestnega, ki je trg Leona Štuklja. Tudi Katja Kozjek-Varl se je posvetila trgu Leona Štuklja. Tudi ona je seveda izrabila te geometrijske oblike, ki prevladujejo na trgu in je šla v takšno močno geometrijsko stilizacijo. Tudi ona seveda ni mogla mimo razsvetljave. Tudi tukaj imamo občutek, da ta svetlobna telesa nekako zapirajo kot strop cel trg od zgoraj.
Ta debla so neke vrste povezava med zemljo in nebom, uporabljajo pa tudi centralno perspektivo, vendar te linije se sekajo v neskončnosti za tem trgovsko-poslovnim centrom City, ki dejansko tudi zapira trg Leona Štukla. Trg Leona Štukla je na ta način nekako ugnezden med že obstoječe te urbanistične strukture, arhitekture, tako da na nek način sicer omogočajo sprehajalcem, da se sprehodijo po centru mesta, vendar ni tako, kot smo običajno navajeni v Mariboru, da se prostori, da se trgi odpirajo, ampak ta trg se nekako zapira, kar je Katja Kozjek-Vahl tudi zelo uspešno upodoblja. Spoštovani likovni ustvarjalci in ljubitelji likovne umetnosti, dobrodošli na spletni otvoritvi letošnje prve likovne kolonije za odrasle, imenovane Mariborčanka. Na koloniji je v nekoliko deževnem vremenu ustvarjalo 12 likovnih ustvarjalcev, ki so pripravili in na ogled postavili 14 likovnih del, zelo zanimivih likovnih del, ki nas popeljajo skozi trge Maribora. Vsak umetnik je pokazal svoj pogled na naše trge. Trudili se bomo, da bomo z kolonijo Mariborčanka nadaljevali tudi v prihodnjih letih in na ta način obeležili na platno naše lepo mesto Maribor. Vsem skupaj čestitam ob otvoritvi razstave, želim obilo zdravja ter vam kličem na svidenje na naslednji koloniji Mariborčanka v letu 2021. Srečno!